V tokratni avtomobilnosti se sprehodimo po gospodarskem razstavišču in poklepetamo z avtodomarji. Preizkusimo idealen športni avto za slovenske podeželske ovinke, odlično Kio, za katero se boste morali zagrebsti, pa tudi tiho gumo, Tomasovo žago in Vitaro, ki mestni šaram ponuja patronažnim sestram. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Star pregovor lastnikov kabrioletov pravi, da je najboljši čas za nakup kabrioleta po zimi. Takrat so cene najboljše in takrat je najboljši tudi preizkus tesnenja strehe. Ja, nekaj podobnega ne bi veljalo za avtodome, čeprav zdaj v modernih časih se avtodome uporablja skozi celotno leto, ni več zgolj to nek poletni šport. In je pa res, da so pa saloni oziroma sejmi za avtodome večinoma v zimskem času in tudi praviloma se ti dogajajo v kombinaciji s kakšnimi turističnimi oziroma prosto aktivnostnimi dejavnostmi oziroma saloni. Podobno je tukaj na gospodarskem razstavišču in predlagam, da si kar pogledamo. Tisto trenutek, ko ti obrneš ključ, pa se odpelješ, si na dopustu. Ko se odpeljem z mojim vikendom uživati. Ker če imamo midva recimo vikendico nekje na morju, je treba pokusiti travo, pobrisati prah. Ne bova recimo s partnerjem ali pa s partnerko ne boš nič skupaj, ker ima vsak svoje delo, svoje zadolžitve in ki konc vikenda rečeš, to smo naredili, ne? Uživali, kje smo pa uživali? Ja, pri avtodomih je treba upoštevati tudi to, da se vseeno vozi malo drugače kot avto. Potovalna hitrost je malo manjša, vseeno upoštevajte, da s sabo vozite hišo, tako rekoč. Tudi varnost na cesti je drugačna. Z avtodomom nesreče res niso zaželjene, potrebno je še malo več previdnosti kot pri avtomobilu, ker je velikost in teža toliko večja od avtomobila, da se mora tudi voznik na te spremembe najprej malo navaditi. Prvo omejitev so pač ceste, podvozi, mestna središča. Jaz bi vsakmu na srce položil, ne z avtodomom mestno središče, parkiraj na obrobju pa potem z javnim prevozom. Mi smo vsem veliki, težki, ukorni, večina od nas je potem še malo živčnih rata, pa pride do kakšne zoprne zadeve. Avtodom je zagotovo dobra izbira za vse tiste, ki ste malo potepuški po naravi, ki za vikend radi kam uidete, je v vas malo nomada. In avtodom daje to svobodo, zagotovo. To je zagotovo prednost, je pa tudi nekaj prilagajanja, kajti to še vedno ni velikost hiše. To imejte v mislih vsi tisti, ki razmišljate o tem, da bi postali lastnik avtodoma ali da bi naslednje počitnice preživeli na takšen način. Ni problem sam prostor, problem je človek. Meni je smešno, ko se na nas obrnejo ljudje pa sprašujejo, mi bi šli pa na Nordkap ali pa na jug Španije, pa 14 dni, pa 3 pari gremo. A res, zanimivo, koliko bo pa nazaj prišlo? Ker se zna zgoditi, da se bojo ljudje požrli. Za kar 77% avstrijskih avtodomarjev je zelo pomembno, da ima avtodom eno zakonsko posteljo, 23% pa raje spi ločeno. No in 61% vseh ljudi, ki potuje z avtodomi, zelo rado bere, 83% švicarskih avtodomarjev pa je reklo, da najraje, ko gre na kempiranje oziroma ko gre v kamp z avtodomom, ima počivanje. Klopi v avtodomu so v zadnjih letih blazno napredovale, kar se tiče udobja. Včasih je bilo mišljeno, da mora biti vse ravno, ker potem narediš ležišče. In zaradi tega, ker tega zdaj ni, je ležišč manj. Druga stvar, ki je, so recimo sedišča. Homologirano sedišče pomeni, da sedeš s pasom, se pravi tako, ko mora biti po nekih posebnih pravilih pritrjen na šasijo in take stvari. In teh je v naših vozilih manj tudi zaradi teže, ker so že sama bazna vozila težja kot včasih, toliko več opreme sabo vozimo. In ker so recimo vozila danes v osnovi že težka, med 2800 in 3100 kg, si že tukaj omejen, recimo, vse je prostora dovolj za 7-člansko družino. Sam ker po normativih, vsak človek tehta 75 kg, pa zraven moraš prišteti potem še njegovo prtljago, pa določeno težo tudi na vsak meter vozila, se potem matematika več ne izide. Zaradi tega recimo je problem pri prevozu večjih družin. Zgovoren je podatek, da je že več kot 5000 registriranih avtodomov v Sloveniji. Odkje takšno navdušenje nad avtodomi, odkje takšen porast v zadnjih 10 letih? Odkje takšno veselje vseh lastnikov teh avtodomov in zakaj je tudi vedno večje zanimanje za najem avtodoma? Ta življenjski slog je pisan na kožo predvsem družinam. Ljudje so veliko skupaj, veliko se družijo, veliko so v naravi, veliko so športno recimo aktivni, da ti vsak vikend neki izlet, vidiš nekaj novega, spoznaš nekaj novega. To je neka stvar, ki familijo drži skupaj, otroke, staršem in take stvari.
In kakšno zanimivo informacijo o avtodomih oziroma o lastnikih avtodomov najdete tudi na MMC-ju, Poševnica Avtomobilnost, v razširjenem članku, recimo tudi nekaj statistike. Kaj pa tale podatek? 66% avtodomarjev, ko pride v kemp, navezuje stik z drugimi. 35% pretežno mlajših lastnikov avtodomov kempira tudi po zimi, se pravi, gre na smučanje z avtodomom. Pa podatek, ki v resnici se mi zdi sploh ni presenečenje, da so lastniki avtodomov tudi veliki ljubitelji psov. Kar 91% jih vozi s seboj tudi pse. In veliko jim pomeni tudi, kaj je v ponudbi zraven, kjer parkirajo avtodom. Recimo, Skandinavci, oni so najbolj izbirčni, 86% Švedov si želi, da je v bližini wellness ali pa vsaj kakšna savna. Pa še eno pravzaprav sploh ne presenečenje, 84% italijanskih avtodomarjev postavlja na visoko pomembno mesto ureditev kuhinje v avtodomu. Vsi avtodomari pa radi čas preživljajo za mizo. Ja, da o posteljah sploh ne govorimo. Fiesta ST je tipičen dokaz, da za uživanje v dinamično odpeljanih ovinkih ne potrebujete superšportnega avta s 300, 400 ali 500 konjiči. Oziroma ne samo, da ga ne potrebujete. Prevelika konjenica je lahko celo prehitra, preveč podivjana in zato preveč stresna. 200-članska konjenica je v našem okolju več kot dovolj. Zgovorna je Fordova trditev, da je Fiesta ST zlahka športni avto, ki ga lahko zaupate komurkoli, tudi vozniku z malo izkušnjami. In moč motorja je pri tem drugotnega pomena. Bistvena je vodljivost, voznik ves čas čuti, kaj se dogaja pod kolesi, volan je direkten in natančen. Predvsem pa avto deluje izredno uravnotežen, v nobeno smer ne sili. Seveda pa ga voznik lahko tudi malo bolj pritisne, če to želi, in pri tem Fiesta ne bo zbezljala. To nam pravi, da v Fordovem oddelku Performance dobro vedo, kako se stvari streže. Fiesta ST je produkt vrhunskega znanja. Verjamemo, da si bodo najbolj surovi vozniki z veliko izkušnjami zaželeli, da bi bila mala ST-ka, kot pravimo, manj ziheraška. Toda že v Fordovi paleti lahko najdete model, ki vozniku lahko nudi več dela pri ultrahitri vožnji, recimo tistega z oznako RS. A hkrati že tudi Fiesta ST nudi veliko športnega karakterja. Umetnega, ki ga vključimo s pritiskom na gumb. Zvok trivaljnika je že tako ali tako nepričakovano možat. V programu Sport pa zna celo rjoveti. Če torej povzamemo, za dneve na dirkališču si boste verjetno želeli več, toda za uživaško ovinkarjenje po praznem ovinkastem slovenskem podeželju boste po našem mnenju težko dobili bolj primeren avto. V nadaljevanju oddaje vam pokažemo britanske ulice z vgrajenimi polnilnicami, letališkega parkirnega robota, hibridno kolo, napovemo prvi delujoč Hyperloop ter Mercedesa, ki se pogovarja kot v risanki. Testiramo prenovljeno Vitaro in oplemenitenega Qashqaia ter odličnega Roberta Enira. Qashqai je standard. Je avto, ki je sprožil evforijo z SUV-ji. A od davnega leta 2006 se je konkurenca že postavila na noge. Zato pri Nissanu že snujejo tretjo generacijo, ki pa se ji prav nikamor ne mudi. Minula prenova je avto dovolj osvežila. Toda poanta tokratnega preizkusa je bil ProPilot. Sistem, ki povezuje asistence za nadzor stopalk in krmiljenja. Tako Qashqai suvereno obvlada samodejno zaviranje in pospeševanje in to ne samo pri hitrejših vožnjah. Sistem ProPilot še zlasti priporočamo vsem, ki se redno vozite v prometnih konicah. ProPilot namreč zna samodejno tudi ustaviti in speljati ter vam s tem lajša jutranji stres. Hkrati zmore kar močan obrat volana, pri čemer seveda ni namen, da bo avto samodejno speljeval ovinke.
A lahko si obetate, da vas bo rešil, če boste nezavedno za hip zapeljali proti nasprotnemu pasu ali proti grabnu. V tem primeru bo samodejno odvil namesto vas. Vsekakor so to asistence, ki jih resnično toplo priporočamo vsem, ne zaradi potuhe, ampak zaradi varnosti. A poleg teh sistemov nas je Qashqai navdušil tudi z menjalnikom. Doslej smo se redno pritoževali nad neskončno stopenjskim CVT menjalnikom in tudi v prejšnji generaciji je zadeva delovala počasno in neodzivno, a zdaj so Japonci kombinacijo CVT-ja in dizla vrhunsko optimizirali. To je končno kombinacija, ki dobro paše skupaj. Priporočamo. V tokratnih MMC novicah, o katerih si lahko več preberete tudi na naši spletni strani www.rtvslo.si poševnica avtomobilnost, pa seveda v temi, ki je več pozornosti prevzela zdaj, ko nimamo več klasičnega hrupa se pravi bencinskih in dizelskih motorjev v dobi elektrike. Avtomobilov. In ena od najbolj zanimivih stvari vožnje z električnimi avtomobili je prav to, da so čisto drugačno tihi. In zato je postalo v ospredju predvsem gradnja avtomobila, kako zelo dobro je kakšen avto izoliran zvočno, kar mimogrede pomeni, da je avto tudi precej težji, bolj kot je izoliran težji je, kar pa seveda ni dobro zaradi tega, ker je potem poraba električne energije večja, kot bi bila, če bi bil avto lažji. Drugi velik izvor hrupa pa prihaja iz pnevmatik. Tega prej niti ne slišimo tako, v naših avtomobilih bencinskih in dizelskih pnevmatik niti ne slišimo tako zelo veliko, pri teh električnih pa jih, in predstavljamo vam pnevmatiko, s katero so poskusili z posebnim načinom, z posebnim vložkom v samo pnevmatiko zadušiti hrup pnevmatike. Se pravi, to je kot nekakšna pena v studijih. Točno tako, da ne prihaja več do take akustične vibracije znotraj pnevmatike in s tem so zmanjšali hrup pnevmatike tako v kabinu, kot tudi zunaj. No, ampak veš, v Ameriki so bili pa avtomobili, električni avtomobili en dan zelo tihi. Ja, res je. Velik dobavitelj električne energije Electrify America. Tako, je čez celo Ameriko ugasnil za en dan polnilne postaje in s tem seveda izdatno podaljšal čas polnjenja. Ampak predstavljajte si, da bi si eden od ponudnikov, recimo bencina oziroma dizla, odločil, da bi za en dan zaprl vse njihove pumpe. Tega ne bi naredil, zato ker je to prevelika izguba denarja. Očitno pa ni tako velika izguba denarja v Ameriki, ker električnih avtomobilov tam očitno še ni toliko. Električni avto pomeni življenjski slog. To pa smo tudi že govorili v naši oddaji Avtomobilnost. Ampak več MMC novic pa seveda v nadaljevanju. Naše novičarsko oko je ustavila Hyundaijev rešitev za gluhega taksista, ki je s pomočjo umetne inteligence in množice senzorjev poskrbela, da tudi gluhi taksist zaznava vse tisto, kar mi slišimo. Še pomembnejša novost pa je Hyundaijev sistem zračnih blazin, ki zmore potnike obvarovati tudi v dvostopenjskem trku, se pravi tudi v trku, ki se zgodi potem, ko avto po prvem trku odnese v drugo oviro. Na Kickstarterju se je pojavilo kolo s pogonom brez klasične verige. Kolesar ga poganja približno tako kot eliptični trenažer. Tak sistem bolje izkoristi moč nog, hkrati ne obremenjuje toliko bokov in kolen. Še ena kolesarska pogruntavščina pa je na Kickstarterju pravkar uspela. Moki Doorstep na sila enostaven način lajša nalaganje koles na streho. Londonsko letališče Gatwick je svoje parkirišče za dolgotrajno parkiranje opremilo s parkirnim robotom, ki avtomobile parkira tako na gosto, kot jih voznik ne bi nikoli mogel. Na površino, ki je doslej sprejela samo 170 parkirnih boksov, bo robot slačil kar 270 avtomobilov. Pa še eno iz Londona imamo. Tamkajšnje ulice se vizualno spreminjajo. V pločnike vgrajujejo lične majhne električne polnilnice. Bravo! Jaguar poroča, da razvijajo načine, kako bodo samovozeči avti s pomočjo luči komunicirali s pešci. Mercedes-Benz se ukvarja s podobnimi idejami, tako opremljeni razred S komunicira na način, kakršnega bi pričakovali kvečemu v kakšni otroški risanki.
Kitajski Huawei je v Evropski patentni urad vložil patent za sistem, ki zaznava, ali se je v avtonomni avtomobil usedel vinjeni ali zadrogirani voznik. Pred pol leta je podoben sistem predstavil Uber. Nauk zgodbe je, da samovozeči avtomobili vendarle ne bodo predstavljali izgovora za pitje alkohola. Na področju elektromobilnosti je odmevala novica, da sta Toyota in Panasonic ustanovila skupno podjetje za razvoj baterij. To pa ne pomeni, da bo Panasonic svojo proizvodnjo rezerviral za Toyoto. Še naprej bo svoje znanje prodajal tudi drugim znamkam. In vse bolj postaja jasno, da Volkswagenovo sodelovanje s Fordom ne bo ostalo samo pri gospodarskih vozilih. Zato je možno celo, da bo to platformo posvojila še kakšna tretja znamka. Volkswagenov šef za strateške odločitve je namreč za nemški časnik Tagesspiegel uradno povedal, da bo koncern svojo električno platformo ponudil tudi drugim znamkam. Univerza v Kentuckyju pa je izdala raziskavo, ki pravi, da zaradi Ubra in lifta ljudje vse manj uporabljajo javne vlake in avtobuse. Samo v New Yorku se je število uporabnikov deljenja prevozov podeseterilo iz 60 tisoč v 2015 na 600 tisoč v 2018, medtem ko je metro zabeležil 580 tisoč manj potnikov. No, v Luksemburgu se trudijo na javni prevoz zvabiti več potnikov. Pripravljajo vse potrebno, da bo prihodnje leto javni prevoz postal povsem brezplačen. V poglavje nove mobilnosti pa spada tudi ta vest. Ideja, da za mesečno naročnino uporabljamo več Audijev namesto enega lastnega kupljenega, prihaja v Evropo. Audi bo storitev na zahtevo v Evropi kot prvim ponudil Špancem. In spet se pojavlja Hyperloop. V Združenih arabskih Emiratih nameravajo do Expa, ki bo oktobra leta 2020, kot prvi na svetu predstaviti delujoč 10-kilometrski odsek 150-kilometrske povezave med Abu Dhabijem in Dubajem. Zaključimo pa z zabavo. Ford je v svojem kelenskem razvojnem laboratoriju natisnil največji 3D tiskan sestavni del. Sesalni kolektor za Ken blokov poltovornjak za driftanje. No, bolj običajen Fordov pick-up Ranger pa je svojo vlečno silo posnel zanimiv štos. No, naše MMC novice, ki jih lahko seveda preberete kadarkoli tudi na zavihku Avtomobilnost na MMC-ju, pa zaključujemo oziroma navezujemo z enim testom, ki je zelo zanimiv zaradi tega, ker je za Kia e-Niro postal ambasador Robert e-Niro. No, sicer ne vemo, ali ta najbolj znani voznik taksija ve tudi to skrivnost Nira. In to je ta, da obvolanski ročici nista več, tako kot smo navajeni v klasičnih avtomobilih, namenjene za prestavljanje, ampak za stopnjo rekuperacije. Z njimi si lahko pomagamo ne samo pridelati nazaj energijo, ki je bila porabljena, ampak tudi regulirati hitrost. Gremo jo zapeljati. Niro je na slovenske ceste zapeljal pred 2 letoma, a število slovenskih lastnikov tega modela je zelo majhno. In z novim primerkom se število gotovo ne bo prav bistveno povečalo, kajti korejske tovarne nikakor ne dohajajo svetovnega povpraševanja. Niti kalifornijske in norveške stranke ne dobijo toliko avtov, kot bi jih lahko prodali. Zanimivo pa je, da eko-kie ne kažejo znake staranja. Z vsakim letom jih prodajo več. No, zgodba je povsem enaka kot pri električnem Soulu, ki je svojo kakovostjo prav tako precej zdrmal slovenske elektronavdušence, a jih pustil nepotešene. In s čim je Niro ustvaril tako močno povpraševanje? No, doslej smo ga poznali kot hibrida, z bencinsko-električnim pogonskim sklopom in s klasičnim dvosklopčnim samodejnim menjalnikom. In ta kombinacija nam je bila precej všeč. Tudi zaradi tega, ker nadpovprečno veliko časa zmore voziti na elektriko, kar bencinskemu motorju resnično močno olajša delo.
Posledica je poraba, ki je zlahka tudi v praksi manj kot 5 litrov na 100 km. In všeč nam je bil tudi zaradi uporabne kabine, z ne največjim prtljažnikom, a za res veliko prostora za potnike, tiste spredaj in tiste, ki sedijo zadaj. Vmes je prišel tudi Niro kot priključni hibrid, tega še nismo peljali, no zdaj pa smo vozili Nira, ki vozi izključno na elektriko. Tehnika je nadvse podobna tisti v sorodnem Hyundaiu Koni. To pomeni, da e-Niro ponudi dve različici. Šibkejši ponuja 100 kW močan elektromotor v kombinaciji z baterijo z 39 kWh, ki ponudi 289 km avtonomije. Na voljo pa je tudi 150 kW močan motor z baterijo s 64 kWh, ki Nira vozi na okrog 455 km. Na testni vožnji električnih Nirov nismo uspeli sprazniti, a Kii nizko porabo elektrike verjamemo. Po VLTP-ju samo okoli 15 kWh na 100 km, kar je po Kiini razpredelnici precej manj od novodobnih prestižnih električnih avtov. Pri tem velja poudariti optimizacijo rekuperacije. Kot smo navajeni pri najmodernejših električnih vozilih, tudi Nira lahko vozimo z uporabo zgolj desne stopalke, s katero pospešujemo in zaviramo. Leva stopalka pa služi samo še za močnejše zaviranje z zavorami. A voznik lahko stopnjo zaviranja z elektromotorjem določa z uporabo obvolanskih ročic. V enem primeru lahko pusti, da avto celo jadra z inercijo. e-Niro torej ponuja najboljše iz obeh svetov. No, večina ga bo polnila na domači polnilnici čez noč, pri čemer tako goste baterije ne boste napolnili čez noč na klasični šukov vtičnici. Vsekakor priporočamo domačo polnilno postajo. Na javnih, hitrih polnilnicah boste lahko polnili s hitrostjo 100 kW. V oči pa nam je padla tudi Kiina ideja s Cesa. Predstavili so koncept avta, ki se takoj potem, ko se napolni z elektriko, samodejno zažene in preparkira na drugo parkirno mesto in polnilno mesto prepusti drugim. Lepo in odgovorno. Vitara je stalnica, stara že prek 30 let. Toda prva Vitara je v primerjavi z današnjo povsem drugačen avtomobil. Povsem. To je seveda v skladu s splošnim dogajanjem v avtomobilizmu. Danes ima namreč Vitara mnogo več tekmecev. Capturja, Arono, Crosslanda, T-Crossa, Kono, EcoSporta, Stonika in podobne. Hkrati imajo danes kupci drugačne želje kot nekoč. Hočejo šminkerski videz, vsakdanja mestna uporabnost pa je pomembnejša kot doseganje najodročnejših hiš na podeželju. Na nove razmere se je Vitara dobro prilagodila. Za središče mesta je šminke dovolj, še toliko bolj z novo masko ter v dražjih paketih. Z obliko bo zagotovo pustila svoj pečat na cesti. Toda Vitara kljub vsemu že s svojim videzom jasno kaže, da za razliko od cestnih šminkerjev ne pušča na cedilu patronažnih sester in upokojencev z vikendom na Uskovnici. Veliko lažje si jo tudi predstavljamo z blatom umazano. Skratka, Vitara ni izgubila svoje 30-letja stare terenske originalnosti. Čeprav to danes ponuja z modernejšim vrtljivim gumbom in z upoštevanjem dejstva, da se danes po pravem terenu ne smemo voziti. Štirikolesni pogon je sicer nasploh posebnost. Konkurenti večinoma ponujajo zgolj prednji pogon. Je pa treba priznati, da čeprav so Vitari namenili praktično vso moderno opremo, recimo tudi aktivni tempomat, je počutje tega japonskega avta v kabini vendarle manj očem privlačno in manj intuitivno urejeno kot v bolj domači evropski konkurenci. Ja, svet avtodomov se zelo razvija in če je še včasih veljalo, da je bliže temu špartanskemu pristopu bolj kot ne kempiranju, je zdaj v avtodomu vse, tudi na luksuznem nivoju. In če pogledamo samo ceno, za avtodom lahko konec koncev odštejete toliko kot za stanovanje, morda celo za manjšo hišo. In tako pravzaprav prihajamo do
novega izziva v rabi avtodomov. Ne samo to, da se njihovo število iz leta v leto povečuje, da je v porastu tako nakupi avtodomov, kot tudi izposoja, bolj je na pravzaprav nekem razpotju avtodomarstvo samo. Tako kot praviš, če je včasih veljalo, da se z avtodomi uživa čim bliže naravi, se danes v teh luksuznih hišah na kolesih pravzaprav nosi vse obdobje mesta vedno globlje v naravo. In glede na to, da jih je vedno več in da si vsi avtodomarji še vedno, ne glede na raven udobja, ki ga imajo, želijo čim globlje v neokrnjeno naravo in tam živeti vsaj en delček svojega življenja v sožitju z naravo, prihajamo do novega izziva, kako ohraniti naravo nedotaknjeno, prav zato, da bi jo lahko uživali vsi. Morda tukaj pride rešitev z električnimi pogoni, ampak na to bo treba še malo počakati. No, mi vas vabimo na MMC, kjer vam bomo predstavili tudi Tomasovo žago, kot sva jo midva poimenovala, in pa seveda nekaj tudi zgodovine. Prihaja novi Clio, mi pa smo pogledali vse od prvega Clia naprej in seveda bogato kariero in razvoj tega malčka. Seveda vabljeni, da nas gledate spet naslednji teden in pa ne pozabite na naš YouTube, Instagram in Facebook.